O virusu COVID-19 in še posebej o njegovih gospodarskih posledicah vemo zelo malo. Zato toliko bolj prisluhnemo raznim napovedim. Posamezne inštitucije v Sloveniji in tudi številni ekonomisti so za letošnje leto, še spomladi, napovedovali velike padce bruto domačega proizvoda. Na Doba fakulteti smo pri naših raziskavah na inštitutu ugotovili, da bodo padci nekoliko manjši. Bili smo označeni za optimiste. Kaj je danes stanje in kako je do tega prišlo? Dejstvo je, da je Urad za makroekonomske analize in razvoj pred kakšnim tednom zmanjšal pričakovan padec bruto domačega proizvoda od 7,6 na 6,7 odstotkov. Nadalje, kot vemo, je bilo iz proračuna porabljenih le nekaj več kot polovica sredstev, ki so bila mišljena za pomoč tistim podjetjem in posameznikom, ki so se znašli v stiski. Končno in nenazadnje pa imamo tudi napovedi ekonomskega inštituta iz Münchna, osrednjega nemškega ekonomskega inštituta, ki je zbral podatke po podjetjih, da se klima pričakovanja izboljšuje. Kaj torej to pomeni, kje je nastala ta razlika v prizadevanjih? Predvsem pri tem, da se je merilo, kakšen bo učinek povečane državne porabe. Vendar na drugi strani so bili velikokrat izpuščeni napori in pa tudi prizadevanja inovacije podjetij in seveda samostojnih podjetnikov. Ti, in koliko ste vi med njimi, je tudi vam treba čestitati. Ti in vi ste največ pripomogli k temu, da gospodarski padec ni tako velik, kot se je marsikje pričakovalo. Kaj storiti za naprej? Še naprej ravnajte seveda inovativno in ne pozabite na naložbe v tehnologijo, kot vemo, digitalizacija je tukaj, in pa v ljudi, to je mogoče še pomembnejše. Končno in nenazadnje, pri marketingu, glejte, kakšen odnos imate do svojih kupcev, sedaj, ko še zmeraj lahko govorimo o krizi, to si bodo oni dobri zapomnili, ko bo kriza za nami. Končno in nenazadnje pa je seveda treba omeniti še disciplino, ki jo zahtevajo vlade v različnih državah, ne samo v Evropi, tudi po svetu in tako tudi pri nas. Dejstvo je, da druga varianta, če se ne bomo kolikor toliko varno obnašali, je grožnja ponovnega zaprtja gospodarstva in tega ne bi preneslo niti gospodarstvo, niti družba.